Iztočnica za mojo današnjo izjavo je vložitev podpisov, ki so potrebni za začetek postopka o referendumu. Ocenjujem seveda, da je ta pobuda izrazito nesolidarna do ljudi, ki delajo v gospodarstvu, še posebej pa do tistih, ki čakajo danes na Zavodu za zaposlovanje in se ne sprašujejo, ali bodo dobili regres, ampak se predvsem sprašujejo, ali bodo dobili zaposlitev. Ob tem so vlagatelji pobude za razpis referenduma omogočili še eno škodljivo posledico. In to je, da bo sedaj omogočeno izplačilo visokih regresov v družbah, ki so pretežno v državni lasti. Spomnimo se primerov iz preteklega lanskega leta, ko so bili nekje regresi celo izplačani v višini okoli 1700 evrov. Tudi to je področje, to se pravi področje izplačila regresov, kjer javni sektor ne deli usode gospodarstva. Zato se mi zdi primerno, da bi vlagatelji pobude za razpis referenduma o tem tudi razmislili. Naj spomnim, da v gospodarstvu Zakon o delovnih razmerjih omogoča celo, da je izplačilo regresa možno do novembra, vkolikor se delodajalec znajde v likvidnostnih težavah. Za našo državo bi gotovo lahko rekli, da je v likvidnostnih težavah, zato se mi zdi, da je bil ta zakon in njegove rešitve izrazito utemeljen. S to potezo pa so sindikati tudi jasno povedali, da ne želijo deliti usode gospodarstva.